Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. V tokratni oddaji Tele1 bomo najprej govorili o skrbi za semena, varovanju semen starih slovenskih sort zelenjave in sadja, o tem, na kaj morate biti pozorni, ko se po semena odpravite v trgovine, kjer vas čaka bogata, a ne vedno neenakovredna ponudba. Drugo temo namenjamo celiakiji, ki jo je možno ugotoviti s preprostim testiranjem, ki ga nosilci čezmejnega projekta med Slovenijo in Madžarsko, katerega nosilka je Mestna občina Maribor, izvajajo na srednjih šolah v Mariboru in Pomurju. In še zadnjič bomo govorili o vpisu na Univerzo v Mariboru in vas opozorili na vse tiste majhne, a pomembne podrobnosti, ki si jih tisti, ki se boste letos prijavljali, morate zapomniti. Naša prva gostja je Mateja Koler, univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva, predsednica Društva varuhi semen iz Maribora. Dober večer, dobrodošli. Dober večer, hvala za povabilo. V Sloveniji smo menda izgubili že okoli 85% starih semenskih sort, različnih rastlin, ki so bile značilne za našo državo in naše podnebje. Kaj lahko storimo v bistvu, da ohranimo tiste, ki jih še imamo? Res je, v Sloveniji smo, sicer tako pravijo grobe ocene, izgubili 85% prehranskih rastlin, bi pa dodala še to, da za nekatere rastlinske vrste, kot so žita, je ta procent še višji in se giblje med 90 in 95%. Kaj lahko storimo za to, je v bistvu zelo preprosto. Preostanek rastlinskih vrst in sort, ki še obstajajo, je potrebno najprej seveda evidentirati, potrebno je iti med ljudi, jih povprašati, ter jih pričeti ohranjati. To počnejo tudi različne institucije, pa tudi različne civilne iniciative. Ena izmed njih je v bistvu tudi semenska knjižnica, ki jo razvijamo v našem društvu. No, naša kolegica Franja Pižmoht je že pred časom posnela prispevek o tem, kako je sploh prišlo do tega, da je v Mariboru nastalo takšno društvo. Zato predlagam, da si seveda najprej pogledamo in skupaj z gledalci pogledamo njen prispevek, slišimo, kako deluje vaše društvo in potem nadaljujemo pogovor. V dobi mehanizacije in tehnološkega napredka sta človek in narava vse manj povezana. Velik je tudi napredek v biologiji in genetiki. Pojavili so se križanci in gensko spremenjene rastline. Več kot 70% svetovnega trga s semeni nadzoruje 10 multinacionalk. Ogrožena je naša prehranska suverenost. Stare tradicionalno pridelovane sorte v sebi nosijo zmožnost, da se prilagajajo spremembam okolja, iz katerega izvirajo, kar pomeni, da nam tudi kasneje v času pridelave mogoče ni potrebno uporabljati toliko kemičnih sredstev. Meni je hrana ena izmed največjih vrednot in če hočeš kvalitetno hrano, rabiš kvalitetne pridelke, z tega pa potem tudi nazaj semena. Varuh semen, trenutno jih je okrog 50, lahko postane vsakdo, ki se včlani v društvo in jeseni enako količino izposojenih semen vrne. V semenski knjižnici je izbranih 137 sort kulturnih rastlin, 60 pa jih je na voljo za izposojo. Sorte so predstavljene tudi v digitalnem herbarju semenske knjižnice. Jaz sem si izposodila 6 različnih vrst rastlin. Doma sem skrbela imamo precej velik vrt za ta semena, jih negovala čim bolj skrbno in zdaj tudi že vrnila semena nekoliko več, kot sem jih dobila, v semensko knjižnico. Ker se zavedamo, da je v bistvu kvaliteta semen, ki jih ponujamo našim varuhom, zelo pomembna, smo vzpostavili tudi semenski laboratorij, ki v bistvu služi temu, da se semena pregledajo, ko pridejo v semensko knjižnico. Semena hranimo v semenskem arhivu, hranimo jih v hermetično zaprtih steklenih kozarcih, torej na temperaturi med 12 in 15 stopinj Celzija. Ti pogoji omogočajo dolgoživost semen, ki so prilagojene našim podnebnim razmeram. V semenskem arhivu se predvsem hranijo vrtnine in žita. Upamo, da bomo enkrat v prihodnosti lahko tudi bolj aktivni na področju sadnih rastlin. Društvo ljudi ozavešča tudi o pomenu samooskrbe s semeni, ki so osnova prehranske verige. Ohranitev pestrosti kulturnih rastlin je namreč izredno pomembna za obstoj človeške vrste.
K sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovani gledalke in gledalci. Če vas tema zanima, če imate vprašanja za našo gostjo, pokličite nas, telefonski številki bosta vidni na vaših zaslonih. Videli smo vas, gospa Koler, v naravnem okolju vaše semenske knjižnice in prostorih, ker največ, bom rekel, strokovno najbolj uživate. Zanima me, ob nedavnih novicah, recimo o poslovni krizi podjetja Semenarna Ljubljana, smo na primer slišali opozorila, da s propadom enega takšnega podjetja v Sloveniji lahko recimo izgine tudi vrsta semen in tudi zalog semen, ki so bila z vso skrbnostjo pripravljena za sajenje v slovenskem podnebju. Naša domača semena naj tudi ne bi bila dodatno recimo zaščitena s fitofarmacevtskimi ali pa ne vem, hormonskimi preparati, medtem ko so menda nekatera semena drugih ponudnikov takšna in najbrž pomenijo tudi neko tveganje za zdravje ljudi v nekem drugem kontekstu. Ker se približuje pomlad, ljudje bojo začeli urejati vrtove, ta sneg bo kmalu skopnel. Pomembno je in kaj je pomembno, kaj morajo vedeti o tem? Res je. Ponudba semen na tržnih policah je v bistvu zelo pestra. In včasih se posameznik enostavno ob vseh tistih lepih fotografijah izgubi in pozabi, da mora najprej pomisliti na to, da iz kvalitetnega semena zraste kvalitetna rastlina. In konec koncev je kvalitetna rastlina tudi osnova za zdravo oziroma boljšo prehrano. Pri tem je pač potrebno predvsem paziti, da semena niso tretirana oziroma razkužena z različnimi kemičnimi sredstvi oziroma fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vplivajo negativno tako potem, ko pridejo v zemljo na samo floro in fauno, pa tudi kasneje lahko iz semena preidejo v rastlino. Torej na vrečkici semena, ki ga kupimo, ponavadi tudi piše, ali seme je tretirano ali ni tretirano. To pomeni, da pač ni razkuženo. Stvar, ki jo recimo, da mi v našem društvu še zelo priporočamo, je tudi izbira primerne sorte. Vedno poskušamo biti pozorni na to, da izbiramo sorto, ki na nek način izhaja iz nekega lokalnega okolja, kar recimo, da te stare sorte so in so tudi v ponudbi podjetja Semenarna Ljubljana. Se tudi oni, če se ne motim, ohranjajo nekaj čez 40 res tradicionalno pridelovanih sort rastlin. Po drugi strani pa, ko kupimo semena, ko načrtujemo, kaj bomo sejali, je pa mogoče smiselno tudi povprašati po semenih pri naših sosedih, mogoče znancih. Saj dejansko veliko ljudi še vseeno ohranja oziroma sami pridelujejo določena semena, skupaj s tem, ko jih v bistvu povprašamo po semenih, pa povprašamo tudi po različnih informacijah o sami sorti, na kakšen način se prideluje, kakšen tip tali najbolj odgovarja, a so se pojavili mogoče skozi čas gojenja kakšni škodljivci ali bolezni. Vsak ve potem v bistvu, kaj je najboljše na njegovem prostoru, v njegovem vrtu, na njegovi zemlji. Res je, res je. Kako je sploh urejen recimo promet semeni? Kdo to nadzira? Na kakšen način se to nadzira? Ja, zdaj v bistvu nadzor nad semeni oziroma nad trgom z semeni je prej potekal preko fitosanitarne uprave. Če se ne motim, je to zdaj uprava za varno hrano. Vem, da so se zdaj malo v zadnjem času prestrukturirali, reorganizirali. Ja, res je. In v bistvu oni so tisti, ki pregledujejo oziroma skrbijo ter izvajajo nadzor nad semenskim materialom. Kdo lahko postane varuh semen? Slišali smo tudi v prispevku gospo Gombovcovo, ki je razlagala o tem, da je to tudi sama. Kakšne pogoje mora izpolnjevati, torej kakšne so njegove obveznosti? V bistvu varuh semen lahko postane vsak posameznik, ki si v bistvu želi na nek način prevzeti skrb za ohranjanje določene rastlinske vrste ali pa sorte, ki se je tradicionalno pridelovala in je v bistvu v obtoku semenske knjižnice. S tem, ko postane varuh, v bistvu sprejme tudi
pravila oziroma obveznosti varuha in to je v bistvu to, da ta semena, ki si jih izposodi semenske knjižnice, poseje, da v skrb za rastline vloži svojo ljubezen in trud, ter da poskuša pridelati dovolj veliko količino semen, da lahko potem enako količino, kot si je izposodil iz knjižnice v jesenskem času oziroma konec leta tudi vrne v knjižnico, nekaj seveda pa tudi zato, da si jih lahko poseje potem v naslednjem letu. Še moje zadnje vprašanje v oglasih, recimo za televizijsko prodajo, velikokrat vidimo to ponudbo, ne vem, super trave, super rože, super sadje ali pa sadike sadja, zagotavljajo, da to zraste hitro, vedno večje kot vse drugo, da je skratka nekaj naj in da boljšega ni. Ali gre kdaj v teh oglasih tudi za zavajanje potrošnikov oziroma kupcev? To je zdaj mogoče, ne vem, mogoče nisem jaz prava oseba, da to sodim. Je pa moje osebno mnenje, da mogoče vsi ti super rastlinski robotki ne prinašajo konec koncev nič dobrega. So gensko erodirani, vsaj kar se tiče recimo da nekih hibridnih sort. Veliko recimo, da jih je tudi takšnih, ki ne omogočajo pridelave semena za naslednja leta. Tako da je v bistvu iz tega stališča jih smatram kot mogoče manj primerna za pridelavo na naših vrtovih, ker konec koncev imamo tako bogato naravno dediščino, ki je pač ne znamo izkoristiti. Je pa tudi res, da recimo, da pridelava nekih hibridnih sort je pa večkrat povezana tudi z uporabo različnih kemičnih sredstev, kar pa potem seveda vpliva tudi na kakovost pridelka. No, skratka, držimo se svojega. Hvala vam za ta pogovor in za vse nasvete in seveda želimo si, da bi svoje poslanstvo tudi v prihodnje uspešno nadaljevali. Hvala. No. Celiakija je kronična bolezen tankega črevesa, ki se razvije zaradi preobčutljivosti za gluten. Pojavlja se pri več kot 1% prebivalstva, kar jo uvršča med najpogostejše kronične bolezni razvitega sveta. Kljub temu pa je po Evropi odkrivanje bolnikov še vedno premalo uspešno. Slovenski in madžarski partnerji so zato s projektom v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj začeli ljudi ozaveščati o tej bolezni. Prizadevajo si izboljšati kakovost življenja bolnikov s celiakijo na obmejnem območju Slovenije in Madžarske. In prav danes so v tem kontekstu iz mesta občine Maribor, ki je nosilka tega projekta, sporočili, da so v začetku tedna na srednji zdravstveni šoli v Murski Soboti izvedli že 3. sklop raziskave o pogostosti celiakije med mladostniki v severovzhodni Sloveniji. V akciji, ki so jo poimenovali Kapljica krvi, so med 350 dijaki odkrili 7 takih, ki so jih usmerili v nadaljnjo obravnavo. Podobni akciji so že izvedli na Srednji prometni šoli v Mariboru in na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Radencih. Cilj pa je, da bi do konca letošnjega leta izvedli 1000 hitrih testov za celiakijo. Poglejmo prispevek, ki govori o otrocih in družini iz Maribora, v kateri živijo s to boleznijo. 6-letni Nik in njegov 2 leti mlajši bratec celiakijo dobro poznata. Luktu so to diagnozo potrdili že kot dojenčku. Da bi tudi drugi otroci razumeli, s kakšnimi težavami se srečuje njuna družina, sta se odločila, da bosta ustvarila slikanico. Sama sta jo tudi ilustrirala. Kaj knjigica pripoveduje? O glutenu. Kaj bratec ne sme jesti? Pšenice. Nik in Luka sta skupaj z otroki v vrtcu Otona Župančiča v Mariboru pekla tudi brezglutenske piškote. V kuhinji imamo posebej kuharico, ki se ukvarja s pripravo dietnih obrokov, tako da imamo vse te stvari ločene, tako kot morajo biti. Celiakija je genska bolezen. Povprečno jo najdejo pri 10% vseh sorodnikov, ki že imajo postavljeno diagnozo. S to boleznijo je zaznamovana tudi družina Ornik. Celiakijo ima moj mož in oba otroka, to sta 2 hčerki. Ena je stara 3 leta, ena je stara 7 let. S celiakijo tako, da se moraš čim hitreje navaditi na doslednost in strogo dieto. Prav tako se na dieto morajo navaditi tvoji sorodniki in tudi vsi, s katerimi se otrok srečuje, torej v šoli, v vrtcu.
Celiakija je najpogostejša na Irskem, Škotskem in v skandinavskih državah. Natančna ocena za Slovenijo še ne obstaja. Ocenjujejo, da se pojavlja na 1000 do 1500 živorojenih otrok. Po vsej verjetnosti je še pogostejša. Tisti, ki imajo celiakijo, lahko zbolijo s težavami predvsem strani prebavil. Morda začnejo hujšati, morda se pojavijo driske, napihnjen trebušček. Ni nujno, da se pojavijo v zgodnjem otroštvu. Lahko celo nekdo živi leta in leta popolnoma zdrav. Zato je treba res vedno misliti na to bolezen in ne samo misliti, da je to res bolezen otroške dobe. Gluten pri celiakiji povzroča poškodbe sluznice tankega črevesa. Bolnik mora zato iz svoje prehrane črtati žita in izdelke iz pšenice, rži, ječmena in ovsa. Nujna je stroga brezglutenska dieta, ki traja vse življenje. Naš glavni cilj je izboljšanje življenja bolnikov s celiakijo na tem območju, to se pravi na območju severovzhodne Slovenije in jugozahodne Madžarske. Eden glavnih ciljev je zaveščanje, drugi izmed glavnih ciljev pa je tudi odkrivanje novih bolnikov s celiakijo. V Sloveniji se bolniki s celiakijo združujejo tudi v društvu, ki skrbi za ohranjanje in krepitev zdravja obolelih ter kakovostno in samostojno življenje ljudi s celiakijo. In zdaj še k tretji temi nocojšnje oddaje. Prvi vpisni rok na Univerzi v Mariboru prav danes vstopa v zadnji teden. Torek, 5. marec je zadnji dan za prijave. Naš gost je tudi tokrat vodja vpisno-informacijske službe Univerze v Mariboru, magister Dejan Senekovič. Dobro večer, dobrodošli. Še enkrat seveda v naši oddaji, še eno priložnost imamo, da ljudem, ki bodo letos oddali prijave, pojasnimo vse najnujnejše podrobnosti. In moje prvo vprašanje je, na kaj naj bodo pozorni tisti kandidati, ki bodo svoje prijave oddali prav zadnji dan prijavnega roka. Torej, kot smo že povedali nekajkrat, prvi prijavni rok že poteka, mislim, da že dobre 3 tedne in seveda tu nam je še ostalo en slabi teden do konca možnosti oddaje prve prijave, da če smo zelo natančna 6 dni. Je še tisti, ki nas seveda loči do prelomnice, do oddaje tiste prijave v prvem prijavnem roku. Vsi kandidati naj bodo pozorni, da dejansko oddajo pravočasno prijavo. Elektronsko prijavo tako ali tako bomo zaprli 5. marca ob 24. uri, se pravi polnoči. In pa seveda, kar se tiče pisne prijave, seveda naj bodo kandidati pozorni, da je štimpilka, pečat na sami ovojnici, na kuverti, se pravi 5. marec, kajti to je še vedno tista pravočasno dana prijava. Jaz moram povedati, da v letošnjem letu je še ena novost in sicer v lanskem letu smo še lahko kakšno prijavo vzeli tudi po roku, seveda kadar je šlo za izjemne primere. Je komisija seveda tista, ki je bila pristojna za to, da je to lahko storila. No, v letošnjem letu je tudi to novost, da tudi komisija več dejansko nima pristojnosti, da bi lahko po roku odobrila oddajo prve prijave in seveda tudi spremembe študijskih želja, brisanje študijskih želja, spreminjanje vrstnega reda študijskih želja, se pravi v letošnjem letu žal tudi po roku, tudi če je za izredne razmere, dejansko ni več mogoče. Eno vprašanje pred temi podrobnostmi. Kaj se bo zgodilo, če kdo iz kakršnega koli razloga odda nepopolno prijavo? Ja, gledajte, v vsakem primeru mi dejansko, ko se konča prijavni rok, dejansko pogledamo vse prijave, pregledamo, ali je kateri kandidat seveda storil kakšno napako na prijavi in seveda, če ugotovimo napako, seveda takšnega kandidata pozovemo, mu pošljemo dopis, v dopisu napišemo, kaj je storil napačnega in seveda, kako mora to napako odpraviti. In seveda v takem primeru, če kandidat seveda dobi domov poziv, če dobi dopis, da je treba spremeniti študijsko željo, iz naše strani seveda študijsko željo lahko spremeni, je to možnost, ampak spremeni lahko samo tisto študijsko željo, za katero ga pozovemo. Se pravi, če to je druga želja, pomeni druga želja lahko spremeni, ne more spremenjati prve ali tretje študijske želje. Ali se k prijavam kaj prilaga, recimo spričevala, ki so na nek način dokazila o uspehu kandidata? Ja, ta pravila nekako so še ostala nespremenjena izpred prejšnjih let. Kandidati, ki so končali splošno maturo, to je se pravi od leta 1995 dalje, ali pa kandidati, ki so končali poklicno maturo, tudi to je od leta 2002 dalje, seveda
prijavi ne prilagajo nobenih dokazil, kajti vsa dokazila si mi pridobimo iz državnega izpitnega centra avtomatično, se pravi, to smo po zakonu tudi dolžni narediti in to tudi storimo. Se pravi, vse ostalo, kar se dogaja v ostale generacije, ki so končali na drugačen način, se pravi, bodi šlo, da je šlo za zaključni izpit ali da je šlo za diplomo, morda da je šlo tudi za končanje v tujini srednje šole, se pravi, ti kandidati pa seveda morajo priložiti dokazila, in sicer zadnja 2 letnika in pa zaključno spričevalo, vse skupaj mora biti overjeno bodi si pri notarju, upravni noti, tudi pri naših spisnih službah lahko kandidati overijo ta dokazila in seveda priložijo vsa ta dokazila zraven k prijavi. V prvem vpisnem roku, kar ste že omenili, vsak prijavitelj ima možnost, da izrazi 3 želje, kaj bi rad študiral. Tega po oddaji prijave praviloma ni mogoče spreminjati, pa vendarle, kaj če se kdo premisli? Ja, to smo že povedali, mislim, da je ena izmed oddaj, se pravi, obvezno je, da kandidat zapiše eno željo, lahko zapiše tudi 2 ali pa 3. In seveda do 5. marca, zato vedno pozivam tudi kandidate, naj čim prej oddajo prijavo, seveda lahko svoje študijske želje brišejo, spreminjajo, prilijujejo in tako dalje. Kakor hitro se rok zaključi, zaključimo tudi z to možnostjo spreminjanja študijskih želja, brisanja študijskih želja. In seveda, če si kateri izmed kandidatov bi želel premisliti, seveda ima 2 načina, da to nekako svojo željo izrazi. Ne več v prvem prijavnem roku, prvi prijavni rok je žal za njega končan. Mora počakati seveda do konca prvega prijavnega roka. Sedaj lahko nam pošlje izjavo, da odstopa od prve prijave, nekako se mi zdi to tudi najbolj fair, zaradi tega, da sprosti mesto in da seveda svojemu kolegu, ki moče kandidira na to mesto, prosto vpisno mesto in počaka do drugega prijavnega roka. In seveda drugi prijavni rok je odprt in lahko odda prijavo. To je eden način, drugič pa način enostavno počaka do konca prijavnega roka, ignorira poziv fakultete k vpisu, s tem zasede seveda eno mesto več, če je sprejet, žal tako pač je, in šele takrat doda drugo prijavo za vpis. Kakšen je postopek, če kdo želi zamenjati študijski program? Tako nekako podobno, kot smo povedala, do 5. marca ni nobene ovire, nobenega problema, se pravi, zato zmeraj pozivam kandidate, oddajte čim prej prijavo, kajti videti je, da kandidati čakajo zmeraj do konca, da bi oddali prijavo. Ne vem, zakaj je takšno pravilo. Bolje bi bilo seveda, da prijavo dajo zelo na začetku in potem, če se premislijo, lahko seveda pregljujejo ali se premislijo in spreminjajo študijske želje. Tu mislim tudi na tiste, ki so recimo že vpisani, pa bi radi potem, ne vem, iz kakršnega koli razloga zamenjali študijski program. Se pravi, če gre za študente, verjetno ste mislili študente, se pravi tisti, ki so že postali študenti, no v tem primeru seveda ti, ki so že študenti, to gre za tiste študente, ki že 1 leto študirajo. Se pravi, ne ti, ki kandidiraš v tem postopku, pa postane študenti, ampak študent, ki že ima status študenta in je že vsaj kakšno leto bil študent. No, taki kandidati se lahko prav tako prijavijo na redni študij, seveda takrat, če niso zamenjali ali ponavljali študijskega programa. Če pa seveda so, potem so izkoristili tisti bonus študenta po 66 členu zakona o visokem šolstvu in dejansko lahko samo kandidirajo na izredni študij. Lahko pa se prijavijo normalno v 1., 2. ali pa 3. prijavni rok. Koliko prijav, to mislim, da je v tem času zdaj, glede na to, da je samo še 1 teden ali pa skoraj manj kot 1 teden do izteka roka, koliko prijav ste prejeli do tega trenutka in recimo ali lahko že v tem trenutku ocenite, za katere študijske programe na Univerzi v Mariboru bodo sprejete ali bodo najbrž predvidene in so najbolj verjetne omejitve vpisa? No, če smo zadnjikrat povedali, smo dobili nekaj 10 prijav, sedaj lahko povem, da smo že dobili nekaj 100 pisnih prijav. Ko sem šel danes gledati tik pred koncem delovnega dneva, sem gotovil tudi nekaj čez 1000 prijav, tako da se že počasi približujemo tisti polovici. Tam dobimo 5 do 6 tisoč prvih prijav v prvem prijavnem roku vsako leto. Tako sem povedal, ne vem si, zakaj kandidati čakajo, ampak nekako se mi je zdelo, da je danes tisti dan, ko so začele zares prihajati prijave in jaz mislim, da tisto glavino bomo dobili zadnja 2-3 dneve tik pred iztekom prijavnega roka. Kar se pa tiče omejitev vpisa, dejansko smo povedali, da v letošnjem letu smo kar močno znižali število vpisnih mest. V 2 letih za več kot četrtino.
In seveda to bo tudi pomenilo to, da bomo najverjetneje imeli več študijskih programov z omejitvijo vpisa. Namreč vsako nižanje pomeni tudi verjetno zvišanja števila omejenih študijskih programov. In ko sem danes tako nekako pregledal te študijske programe, prekrižal z lanskim letom, pa tudi že z prijavljenimi, sem ugotovil, da v lanskem letu smo sicer imeli 17 omejenih študijskih programov, letos najverjetneje vsaj po tistem najboljšem scenariju, ki se bo zgodil, najverjetneje bomo imeli tam okoli 23 omejenih študijskih programov, 16 na univerzitetnih študijskih programih, pa verjetno njih 7-8 na visokošolskih strokovnih študijskih programih. Seveda, če pa pogledamo tisti najbolj negativni scenarij, ki bi se pa lahko zgodil zaradi nižanja števila vpisnih mest, pa bi ti študijski programi lahko narasli tudi tam še za kakšnih 6 dodatnih študijskih programov in bi se bližali, ne vem, tudi do 30 študijskih programov, ki bi prinesli omejitve, no pa jaz mislim, da tisti najbolj črni scenarij se pa vseeno ne bo zgodil v letošnjem letu, ampak kakorkoli že je, počakati moramo do konca meseca aprila, ko bo vlada sprejela omejitev vpisa. No, jaz moram povedati, medtem ko so se midva pogovarjala, so naši gledalci imeli priložnost videti torej, dva seznama, enega daljšega, enega krajšega, teh študijskih programov, za katere se nekako predvideva, da bi jih lahko doletela morebitna omejitev vpisa, tudi glede na število lanskoletnih kandidatov, glede na možnosti omejitve v letošnjem letu in podobno. Skratka, to število omejitev se povečuje, skratka, tekma na nek način, konkurenčnost, pogoji, tekma postaja vse bolj živčna, na nek način vse bolj negotova za zasedbo posameznih študijskih mest. Ni več tistega, nekako padla je ta filozofija, če sem dobro si zapomnil ta seznam, da so, ne vem, samo družboslovni predmeti odveč ali pa, ne vem, študijski programi ali pa da so, ne vem, samo na nekaterih fakultetah ali pa recimo samo nekateri najbolj elitni programi pod omejitvami. Zdaj se to že dogaja tudi na številnih tehničnih, naravoslovnih študijskih smereh, ki so očitno postale na trgu bolj zanimive v zadnjih letih. Ja, tisti prvi seznam, ki smo ga dobili, je krajši seznam, tisti 6 študijskih programov. Se pravi, mi smo nekako prekrižali tiste številke lanskega leta, pa tudi že letošnjih prijav, ki smo jih dobili in poskušali ugotoviti, kaj se bo zgodilo. Ta krajši seznam, teh 6 študijskih programov, to so študijski programi, ki v lanskem letu niso bili v omejitvi. V letošnjem letu pa prav zagotovo, po predvidevanjih, seveda pa po številu prijav, ki smo jih že prijeli, predvidevam, da pa v letošnjem letu seveda bodo prišli pod omejitev in to je že ena posledica zmanjševanja števila vpisnih mest. Zraven so tudi zajete tehnika, tako kot ste omenili, kajti tudi tehnika niža število vpisnih mest in seveda za nižanje števila vpisnih mest avtomatično narašča tista možnost, da pa študijski program postane omejen. No, tisti daljši seznam, tam bo, mislim, da možnosti za omejitev nekoliko manj, bomo videli, koliko bo prijavljenih seveda kandidatov in počakamo do meseca aprila, da vidimo, bomo vedeli, kaj se bo zgodilo. Ja. Na kaj vse, še zadnje vprašanje, na kaj vse morajo biti kandidati pozorni po 5. marcu? Takrat se namreč izteče rok za oddajo prijav, ampak v bistvu vpisni postopki se nadaljujejo in dejansko se ta vpis zaključi tam nekje avgusta, mislim, da okrog 16. avgusta z vpisom na posamezne fakultete. Torej, kaj do takrat morajo ljudje še spremljati, da vedo in dobijo vse informacije? 5. marec je seveda rok, ko je potrebno dati prijavo. To je najbolj nujno za kandidate, ki morajo storiti, da sam vpisni postopek se takrat še ne zaključi. Pravzaprav se za nas, ko me pravilno začne se obdelava prijav in seveda konec meseca aprila bodo kandidati na dom dobili izpisek njihove prijave, ki je namenjen seveda temu, da vidijo, da so prijavo resnično oddali, da je bila prijava uspešno oddana in pa seveda tisti, ki so dali pisno prijavo, tudi to, da smo mi pravilno na vpisnih službah pravilno vnesli te prijave in seveda, če kandidati ugotovijo kakršnokoli pomanjkljivost, kakršnokoli napako, govorim zopet o pisnih prijavah, seveda nam morajo to javiti, mi bomo to zadevo popravili. Zagotovo pa ta izpis prijave ni namenjen popravljanju, brisanju, spreminjanju študijskih želja, kar si seveda kandidati dostikrat tudi predstavljajo, zakaj so ta izpisek dobili. No, tako smo že omenila, bomo tudi konec meseca aprila dobili omejitev vpisa, se pravi, Vlada Republike Slovenije je tista, ki sprejme te omejitve v prvem prijavnem roku in seveda te omejitve bomo objavili na spletu, tako da kandidati bodo vedeli, ali so zapadli v omejen ali neomejen študijski program.
Kandidati, ki so se prijavili na študijske programe, ki je treba opraviti preizkus, potem je potrebno, seveda bodo ti kandidati o tem obveščeni. Najmanj 5 dni pred preizkusom, preizkusi pa trajajo od 26. junija do 10. julija. V Mariboru so to arhitektura, naprimer, pa pedagoška fakulteta, kjer imate preizkusi. V Ljubljani nekoliko več teh študijskih programov. To so umetniška akademija. Umetniška akademija ali kaj podobnega. In seveda, tista prelomnica, ko kandidati dobijo, je seveda sklep o rezultatu izbirnega postopka. Kandidati bodo to prijeli na dom v svoje poštne nabiralnike najkasneje do 25. julija, verjetno pa tudi že kakšen dan oziroma pa kakšna 2-3 dni pred tem datumom. Seveda, če bodo kandidati to spregledali, nič hudega ni. Zelo pomembno je pa, da pazijo na rok vpisa, se pravi, ko fakulteta dejansko pozove njih na vpis. Vpis traja od 26. julija do 16. avgusta, tako ste že povedali, tu se prijavni rok zaključi. In v tem roku dejansko fakultete pozovejo kandidate k vpisu, če so sprejeti. In seveda, če se kandidat ne odzove k vpisu, dejansko fakulteta smatra, da odstopa kandidat od vpisa in da želi kandidirati v drugem prijavnem roku. In nemalokrat se zgodi, da so kandidati seveda sprejeti. Pozabijo, ker je to čas počitnic, čas dopusta, pozabijo pogledati, da so to dobili, nekako ignorirajo to in seveda potem izpadejo iz prvega vpisnega postopka. Potem jim ne ostane nič drugega, kot da kandidirajo tudi v drugem prijavnem roku, seveda, če so še mesta. Drugi prijavni rok je potem 21. objavljamo prosta vpisna mesta, tista, ki so še seveda ostala. Od 22. do 29. je drugi prijavni rok, popolnoma identičen. Od prvi prijavni rok lahko se prijavi kdorkoli, tisti, ki so dali prvo prijavo ali niso dali prve prijave, tisti, ki so sprejeti ali niso bili sprejeti. In seveda ta ciklus se vse začne znova na nek način. Tako, seveda. Tudi tretji prijavni rok obtraja, ampak mislim, da je toliko še do njega. Ostanimo še pri prvem, da dobro vsi opravijo to do 5. marca, kar je potrebno. Gospod Senekovič, seveda hvala vam seveda za te odgovore in vsa pojasnila in sodelovanje. Hvala tudi vam. In tako prišli smo do konca že 10. oddaje TLM v novi sezoni naših aktualno-informativnih oddaj. V petek 1. marca bo z vami kolega Dušan Tomažič, od 4. marca do predvidoma 20. marca pa bodo termini naše oddaje ob ponedeljkih in sredah rezervirani za soočenja kandidatov na nadomestnih volitvah za novega župana mestne občine Maribor. Že v ponedeljek 4. marca in teden dni pozneje, v ponedeljek 11. marca, bo soočenja vodila kolegica Polona Pivec. Sam bom z vami obe sredi 6. in 13. marca, če bo potrebno, pa tudi v sredo 20. marca pred morebitnim drugim krogom županskih volitev v Mariboru. S kolegi iz dnevno-informativnega programa televizije Maribor za nedeljo 17. marca ob 20. uri načrtujemo posebno volilno oddajo o rezultatih prvega kroga županskih volitev. Televizija Maribor je, zapomnite si, vedno na vaši strani. Spremljajte nas na Facebooku in Twitterju, pišite nam po elektronski pošti. Kmalu bomo z vami tudi na povsem prenovljeni in še boljši spletni strani televizije Maribor, ki jo bomo ekskluzivno predstavili prav v oddaji TLM. Lep pozdrav in nasvidenje.